Dober večer in lepo pozdravljeni v nocojšnji oddaji Vaše zdravje, naša skrb. Nocoj bomo govorili o motnjah spanja. Z menoj je tudi nocoj gospa Herta Kosmina, strokovna sodelavka v podjetju Biovis. Lepo pozdravljeni. Torej, povedali sva že, o čem bova govorili. Naj povem še to, da lahko vsi, ki želite, ki imate kakršnokoli vprašanje, težavo z motnjami spanja, pokličete v našo oddajo na telefonsko številko 03 490 02 22. In pa še to naj povemo, da prvi trije, ki bodo nocoj poklicali v našo oddajo, bodo dobili izdelek, ki ga bova malo kasneje tudi predstavili. To je izdelek Melisan, ki vam bo zagotovo pomagal pri motnjah spanja, ne? Torej, prvi trije, ki bodo poklicali, dobijo ta izdelek gratis. Gospa Herta, pa najbolje, da kar začneva, ne? Torej, dajva na začetku najprej povedati, koliko časa sploh potrebujemo, koliko spanja pravzaprav potrebujemo. Tako, no, različno sicer od človeka do človeka, ampak pravijo tako, od 6 do 8 ur bi bila tista idealna vrednost spanja. Ne preveč, ne? Ker če spimo več kot 8, pa nekateri tudi 10 in tako naprej, potem so tukaj naše mišice, ki pač, bomo rekla, začnejo rahlo tudi odmerati, ne? Če spimo premalo, manj kot 6 ur, ne? In če, ne vem, mogoče tudi preveč gledamo televizijo, računalnike pa tako naprej po noči, potem imamo pa tisti problem, ker se naše celice ne regenerirajo, naš organizem se ne regenerira. Seveda je tle odvisno nekaj od starosti. Dojenčki recimo spijo pač tudi 16 ur, 18 ur, ne, na začetku, ne. Nekaj smo povezani pa tudi z letnimi časi. Ne, ker recimo sigurno poleti mi ne rabimo toliko spanja kot po zimi. To izhaja verjetno še iz naših tudi daljnih časov, ne, ker smo bili vezani nekako na letni čas in na temo, ne. Če smo imeli, ne vem, samo sveče pa nič drugega, ne, smo mogoče še sveč, ne, potem v temi nismo imeli kaj delati in smo šli tudi spat in tudi organizem potrebuje več časa za regeneracijo, kadar je nižja temperatura in tako naprej, ne. Tako da po zimi malo več, poleti malo manj, ampak nekako 6 do 8 ur bi bila tista idealna vrednost, ki naj bi jo preležali v postelji. Preležali, prespali, da se telo odpočije in pripravi za nov dan, ne? Res je. Dobro, rekli sva, da bova govorili o motnjah spanja. Najbolje, da poveva, kaj to sploh je, kaj predstavlja motnje spanja? To so različni problemi, bom rekla, ki jih ljudje občutijo v tem času, ko bi morali mirno spati, ne. Zdaj, nekateri imajo probleme v tej smeri, da v bistvu zvečer ne zaspijo. Ne, in se že vemo, ne, kako pa štejte ovce, pa zvezde, pa ne vem še kaj, ampak na koncu vseeno ni tega spanca, ta spanc ne pride. Potem imate, bom rekla, ljudi, ki rečejo, spim 3 ure, se zbudim in ne moram več zaspati. Ne, potem v bistvu do 2-3 spijo in potem je konec, ne. Potem imate ljudi, ki se zbujajo na pol ure, na 1 uro in praktično noč bolj predremajo, kot pa nekla prespijo, ne. Potem imamo tudi nekaj ljudi, ki enostavno zjutraj vstanejo, ampak niso spočiti, ne. Kljub temu, da so nekako prespali to noč, presanjali, nekaj vse skupaj, ampak na koncu zjutraj vstanejo in ne morejo nič, so bolj utrujeni kot zvečer, rečejo, ne. V bistvu ena skupna točka vseh teh problemov s spanjem je pa ta, da na koncu zjutraj, ko človek vstane, je utrujen, bom rekla, razdražljiv, nervozen in enostavno ni sposoben v toku dneva delati tako, kot bi lahko delal, če bi se v toku noči regeneriral, spočil in tako naprej. Če se pa to vleče dolgo časa,
potem pridemo do ene točke, ki bom rekla, jo velikokrat rečemo kot izgorelost telesa, ne? Ker enostavno se organizem ne regenerira in ne pridemo do tistega, kar bi pač moralo v toku noči se tudi zgoditi. Ne? Se pravi, rečemo tudi večkrat, da smo pregoreli. Ja, tako rečemo. No, to je ta pregorelost, izgorelost, kar jo pač kličemo. To pomeni, da pač organizem zjutraj ne začne iz točke nič, ampak smo že zjutraj pod ničlo. In enostavno logika, da tudi naša koncentracija, naš spomin, vse to ne more biti tako, kot bi bilo, če bi se mi dobro odpočili, dobro naspali. Zagotovo, da. Koliko ljudi pa se po raziskavah spopada s temi motnjami spanja? Procent je kar visok, ne. Po raziskavah v bistvu naj bi 30% ljudi imelo probleme s spanjem, motnje spanja. Se pa ta procent s starostjo viša. Tako da tam pri 65 letih ima kar 25% moških probleme. Ženske smo pa še malo, verjetno, ne vem, lahko malo bolj občutljive, malo bolj povlečemo stres nase, malo bolj razmišljamo, malo bolj čustvene mogoče, kakorkoli, ampak pri ženskah nad 65 let je ta procent kar 40%. Tako da je, bom rekla, izjemno visok procent. Dobro, govorili smo torej o nespečnosti po noči, da se zbujamo vse živo, ne spimo dobro. Je pa teh nespečnosti verjetno, so različne nespečnosti, ne? Tudi, bom rekla, izhajajo iz različnih problemov, ne? Tako je, no kako bi to nekako razdelili? Zdaj recimo te, ki so bolj ene so, da ne zaspimo zvečer, kot smo rekli, ne? To so bolj tako, izvirajo iz stresnih dnevov, ne? Tesnoba, stresi, napetosti, ki se dogajajo v dnevu. In jaz včasih rečem tako, ne, da zvečer, ko gremo spat, prevrtimo še enkrat kompleten tisti dan, ne? In si zavrtimo še enkrat film, ki nam ni bil všeč, ne? Če bi šli recimo v kinodvorano gledati en film in nam ne bi bil všeč, sigurno ne bi šli še enkrat gledati, ne? Ampak mi, ta, ki nam ni bil všeč, ga zvečer pred spanjem še enkrat zavrtimo, tako da je logika, da ne moramo zaspati, ne? Potem imate ta pogosta zbujanja, kot smo rekli, to je bolj vezano, bom rekla, nekatere zdravstvene težave. Recimo pri moških, če je to problem s prostato, enostavno, bom rekla, vsako toliko ur mora iti pač na vodo in potem ne more zaspati, ne? Potem imate tudi, pri ženskah je lahko tudi mehur, ne, tudi pri inkontinencah in pri teh problemih, se ta pogosta zbujanja. Potem imamo ta prezgodnje vstajanje, ne, to je taki, tipičen znak bolj psihičnih problemov tudi, ne. Potem pa razdelimo te motnje spanja še nekako na ta časovni okvir, koliko časa ti problemi trajajo, ne. Zdaj imate tiste kratkotrajne probleme, ne, ki so v bistvu se nam lahko zgodijo takrat, ko imamo kakšne izpite, diplome, kakšne zdravstvene preglede, te stvari ali pa nastope, ne, to tudi je mogoče, ne. Potem imate določene te probleme s spanjem, malo bolj prehodne, bi rekli, ne, takrat, ko je recimo kakšna izguba ljubljene osebe, izguba službe, lahko pa tudi, bom rekla, da vas v službi stalno nekaj gnjavijo, ne, ko zdaj moderno rečemo ta mobbing v službi, ne, in tako da je to, upajmo, prehodno obdobje, ne. Potem pa pride do teh kar kroničnih problemov s spanjem, ne, in tam imamo potem tudi probleme s spanjem, pa ne vemo mogoče prav, zakaj so. Ker enostavno se to že toliko časa vleče, da ne vemo, zakaj so se ti problemi začeli. Ampak pride pač do tega, da mi imamo problem s spanjem in se že iz tega straha, ker ga imamo, težko rečejo, meni rečejo ljudje tako na terenu, saj se prav bojim iti spat, ne, rečejo enostavno, ker vem, da ne bom zaspala, ne. In potem se zgodi, v takem primeru velikokrat imate ljudi, ki zaspijo na kavču, ne, na kavču pred televizijo se zaspi,
Ko pa gre, da bo šla gospa ali pa gospod spat v posteljo, enostavno v postelji ne zaspi. Kaj se dogaja? Ko gledajo televizijo, se možgani odklopijo in ker v bistvu ne meljejo, ker nimajo tega napora, se tudi pride spanc in se zaspi. Ko pa pridejo v posteljo, pa začnejo razmišljati in enostavno tega spanca ni od nikjer. Tukaj mi je bila ena izjemno simpatična gospa iz Ljubljane, je rekla, veste, je rekla, jaz sploh nisem mogla spati. Je rekla, sem spala tam 3 ure na noč maksimum in grem jaz k mojemu zdravniku in pravim, jaz ne moram spati. In pa pravi ta zdravnik, da je rekel, ma gospa, se vi zavedate, kakšno srečo imate? V tem času, ko bi vi spala, lahko delate nekaj drugega, lahko nekaj ali kvačkate, ali berete, ali karkoli, ker drugi morajo spati, vi pa imate več časa v svojem življenju. In potem je rekla, in potem se nisem več sekirala, veste? Je rekla, in kaj se je potem zgodilo? Od takrat spim, je rekla. Nego v bistvu rekla, ko je ona izgubila ta svoj strah, zakaj ne spi, je rešila problem, ne? Čeprav moram reči, da to je mogel biti kar dober zdravnik, no, ker ponavadi pride hitro do kakšnih zdravil. Ja, res je. Torej, naj še enkrat povem, da lahko pokličete v našo oddajo na telefonsko številko 03 490 0222 in seveda poveste, kakšne so vaše težave in če so težave z motnjami spanja, vam podarimo prvim 3, ki boste poklicali, izdelek Melisan, ki vam bo zagotovo pomagal pri nespečnosti oziroma pač zaradi česarkoli že ne morete spati. Torej, gospa Herta, jaz sem nedolgo nazaj gledala en dokumentarec na televiziji, zelo zanimiv, o bolezni, ki prizadene človeka na tak način, da v bistvu v trenutku zaspi. To je narkolepsija, mislite? Narkolepsija, ja. Ja, to je eno posebno obolenje, na srečo je nima veliko ljudi, ne? Ker tudi resnično v toku noči oni se ne odpočijajo, se ne naspijo in v toku dneva bilo kdaj in bilo kje se jim lahko zgodi, da kar direktno zaspijo, kar padejo. Tako da to so ljudje, ki praktično ne morejo ne voziti avta, ne nobenih takih stvari, ki nikoli ne vejo, kje jih bo vzelo, če tako rečemo. Zaspijo par minut in so spet po koncu. To je eno tako izmed takih obolenj. Zdaj bom rekla, na vsa ta motnja spanja potem vplivajo tudi določene druge stvari. Recimo, ena taka stvar je tudi ta apneja v spanju. Ravno tako, ko bom rekla, ljudje prenehajo dihati, če tako rečemo, v spanju, za par sekund. Ampak nažalost je potem v možganih manj kisika. In se potem tudi v toku dneva težje resnično spet regenerirajo in težje obratujejo v toku dneva. Zdaj, če so te apneje hude, potem jim pač svetujejo, da spijo z masko kisikom. Predvsem potem, to so verjetno v starejših letih bolj pride do tega, ampak ni priporočljivo res brez tega, boljše, da se gre zdravniku in da se to res tako naredi. To je tudi, konec koncev apneja je ena vrsta močnega smrčanja. Dobro, midve imava klic. Dober večer, kdo nas je poklical? Dobro večer, Janez iz okolice Ljubljane. Pozdravljeni, gospod. Povejte, kakšne so vaše težave? Jaz imam pa težave, ker preveč spim. Dobro. In ste še vedno utrujen na koncu, ali kaj? Ja, po zmerni hrani sem utrujen in potem strašno smrčim. Dobro. V redu. To bomo probali še malo odgovoriti na vaš problem. Ostanite z nami v naši družbi, dobite tudi izdelek Melisan, pa poslušajte nas, tako da dobite odgovor. Hvala lepa, ker ste poklicali. Lahko noč. Lahko noč. Ja, tukaj je bil prav problem tukaj, ko v bistvu gospod smrči,
pa verjetno ne dobi dovolj kisika. Ne? In potem je bolj utrujen in enostavno se ne uspe regenerirati. Tako da bi bilo dobro mogoče, da obišče zdravnika, pa da ga eno noč merijo, če ima on premalo, če dobi premalo kisika ali če ima preveč teh prekinitev v spanju, kjer ne vdihne. Ne? Potem pride to do pomanjkanja kisika v možganih in zaradi tega je mogoče on precej utrujen. Ne? Vsekakor pa bo dobrodošel melisan, pa tudi, če se bo odločil potem še za ta noni sok, ki ga imamo, ker to pomaga tudi pri umirjenosti in potem mogoče iz tega tudi pride manj smrčanja. Ne? Dobro, o tem podrobno še kasneje. Ja. Mislim, da imava še en klic. Dober večer. Dober večer. Dober večer. Dober večer. Pozdravljeni, tukaj pa Vojka. Ja, Mene pa nekaj zanima, jaz bi gospod strokovnjakino vprašala, imam pa en problem tudi glede spanja. In sicer, zgodi se mi, da recimo 2 noči grem spati in normalno zaspim, potem pa pride noč, 2, 3 noči, pa sploh ne morem spati. Kaj bi to bilo? Dobro. Bova odgovorili na vaše vprašanje. Poslušajte nas do konca in dobite izdelek. Hvala lepa, lahko noč. Hvala. Pri gospe tako, nekaj vpliva na nas tudi luna, mogoče, ne? Ampak pravijo, da je izjemno dobro, da mi pač gremo spat ob isti uri, da imamo pravilno spalnico in tako naprej. Ne? Tako da mogoče je tukaj, gospa, probajte se držati ure, pa probajte opazovati, kaj ste tisti večer pojedla ali popila, bom rekla, ker mogoče pa vas malo drugače spravi na obrate. Ali pa, če so ti dnevi tisti, ki niso ravno tako umirjeni, kot so bili prejšnji. Ena razlika more biti, mogoče si probajte tudi zapisati, pa boste videla, kje je tista razlika v tistih dnevih, ko zaspite, pa v tistih, ko ne. Se pravi spremljati. Ja, spremljati, mogoče pa tudi naslednji dan nekaj, kar pričakuje, pa mogoče ni tega spanca, kot bi mogel biti. Torej se pravi, v tistih nočeh, ko ne bo mogla spati, bo pa zagotovo je bo pa melisan izdelek pomagal, sigurno. tako. Jaz v melisan več kot verjamem. Tako. Dobro. Povedali sva že, da človek, če ni naspan, je drugo jutro utrujen, ne more začeti dneva, kot bi lahko. Je še kakšen drug znak? Obstajajo še eni drugi znaki, kjer tudi vemo, da ne spimo tako, kot bi morali spati. To je ta utrujenost, kot ste rekla, ampak večino, ker imamo nekla partnerje, se dogaja, recimo, da mi reče, ja, veste, ne morem jaz spati, zato ker moj mož prav škripa z zobmi. In zdaj obstajajo celo odlitki se naredijo v takem materialu, da zobje ne škripajo med spanjem, kar je me zdelo malo tako, ampak obstaja in to delajo zobozdravniki, tako da je tudi to manjša verjetnost. Potem imate te nočne more, govorjenje o spanju, ker vas spet lahko poslušajo tisti, ki so zraven vas. Potem imamo določene ljudi, ki tudi praktično rečejo, jih nosi luna. Oni grejo lahko hoditi tudi med spanjem. Ampak, kot smo prej rekli, nekako skupen rezultat je tega, da smo utrujeni, zmatrani. En taki znak, kjer se boste točno vedeli, da vpliva stres na vašo nepravilno spanje, je, ko želite zaspati. Tik, ko mislite, zdaj bom pa zaspal, pa trznete s celim telesom. To je tipičen dokaz, da je preveč stresa v vašem življenju in da potem trznete pred spanjem. In to občutite tako, kot da pravijo, da bi padli ali v globino, ali dol z postelje, in zaradi tega se takrat trzne. Imate pa veliko ljudi, ki rečejo, enostavno moje noge sploh ne morem jih umiriti, niso na miru. To je tudi ena taka stvar, ki potem nam vzame tisti dober spanec, če rečemo. Torej, kako hitro pa naj bi zaspali zvečer, ko ugasnemo luč, recimo,
ležemo v posteljo, kako hitro naj bi zaspali, bova odgovorili Ja, takoj po klicu. Dober večer, kdo nas je poklical? Halo? Halo? Pozdravljeni. Ja, pozdravljeni. Povejte, kakšne težave imate? Jaz imam težave z spanjem, ja tudi. Tako je gospa rekla, zdaj zaspim pri televiziji takoj, potem pa grem mogoče za pol ure spat in ne morem zaspati. Dobro. Potem pa se zbudim, Povejte, ja. spim ne 2 uri, potem ob 3 je pa spet moja ura, da se zbudim. Lahko Dobro. po televiziji poslušam. Ja, lahko, gospa, lahko. Lahko, seveda, Lahko. in dobite tudi izdelek za boljši Najlepša spanec. hvala, ja. Hvala vam, lep Lahko večer. noč. Lahko noč. No, to je tipično tisto, ko smo prej rekli, ne. Enostavno pred televiziji ne posveča toliko pozornosti, da bi možgani bili zaposleni, ko pa gre v spalnico, da bi se resnično spočila, pa ni spanca. Ne. Ti možgani naši, kadar mi gledamo televizijo, tudi če zaspimo mi, ne, oni sprejemajo nekaj iz te televizije. Ne? Tako da spočijajo se ne? Ampak so zaposleni z nekimi drugimi stvarmi. Ne? Naši možgani so itak, pravijo, eno področje, kjer nismo odkrili še te Amerike. Ne? Ja, res je. Ampak potem mi smo v bistvu naslednji dan vsi utrujeni, vsi zmatrani. Dokazano pa je bilo, ne, da ljudje, ki se ne odpočijajo, imajo kar 7-krat večjo možnost nesreč. Ne bo to, ali so to prometne nesreče, ali nesreča pri delu, ali karkoli. Tako da odpočitje in spanec je izjemno pomembno v našem življenju. Ne? Res je, ja. Torej, ste vprašali, pred klicem, da sva začeli govoriti o tem, v kolikšnem času oziroma kako hitro naj bi zaspali zvečer, ko se odločimo, da gremo spat. Pravzaprav je to kar kratek čas. Ne? Pravijo, da ko mi v bistvu se pokrijemo, ugasnemo luč, naj bi bilo to 10 do 15 minut. In bi že morali zaspati. Zdaj to mogoče vidite pri majhnih otrocih, ki jih dajemo spat, kadar so utrujeni in tako resnično zaspijo v trenutku praktično. Tak ni več. Ne? Ampak zdaj mi delamo tudi ene določene napake glede naše spalnice. Izjemno je v modi ta, kar ki jaz srečam na terenu, ne, in kar sprašujem, izjemno so v modi te radio ure. Ne. To so bile par let nazaj recimo v modi, ali pa 10 let nazaj, ampak so še zdaj tam, kjer bi morale biti, kjer ne bi smele biti, tako bom rekla. Ne. In potem gledajo ljudje tudi to uro, koliko je ura po noči, ne. To so ponavadi tiste rdeče številke. Velike številke, in potem so tudi v naši spalnici imamo tudi telefone zdaj, nažalost. In potem rečete, ja, zakaj telefon? Jo, veste, zharabam, ne, budilka, ne. Ampak za budilko bi mi lahko imeli eno majhno navadno urco, ne. Vse, kar je tega elektromagnetnega stvari, kar ustvarja elektromagnetna sevanja, nas izjemno moti pri spanju. In ko mi zaspimo, se spustimo dokaj blizu teh valovanj in tudi regeneracija naša ni taka, kot bi mogla biti, če bi bila spalnica v temi in brez vseh teh elektromagnetnih sevanj. Imamo pa tudi te varuške zdaj, ne? Ker poslušate otroka v sosednji sobi, če ne joče in tako naprej. Pravijo, da je to večje sevanje, kot če bi imeli vžgan mobitel. Res? Prenosni, ja, ta telefonček. Tako da verjetno bo bolj koristno, če bo tisti otrok malo zajokal, da ga boste slišali, kakor pa da ima varuško zraven sebe. Bo njemu manj škodilo. Vam in njemu. Ker majhni otroci imajo pa še bolj so dojemljivi za vsa ta sevanja, za vsa ta valovanja. Kaj pa recimo kava in razne poživljajoče pijače zagotovo tudi niso primerni? Ja, velikokrat se poslužujemo to, da rešujemo situacijo. Potem imate kavo, pa imate te energijske pijače, guarana, vse te stvari s kofeinom, karkoli. Jaz mislim tako, da če organizem sam po sebi ni odpočit in nima energije,
jo bomo težko dobili z eno stvarjo, ki bo iztisnila še zadnji atom energije iz našega telesa, ker bomo potem res čisto na tleh. Ne? Tako da tudi recimo, če kavo vi spijete, nekako vas dvihne pol ure, 3/4 ure, si potem ni več, potem je slabše. Ne? Kratkoročni učinek. Kratkoročni učinek. Ne? In zato jaz ta poživila, rekla, si mislim, da bi bilo boljše, da jih ne uporabljamo takrat, kadar to vsakodnevno. Lahko jih uporabite vi enkrat na toliko časa, kadar pač resnično rabite nekaj več energije za eno delo opraviti ali karkoli. Ampak drugače bi morali mi pripraviti naš organizem do tega, da ima dovolj energije, da sam lahko obratuje. Kar pa pomeni, da pač ima pač dovolj hrane, dovolj počitka, dovolj fizične aktivnosti in tako naprej. Izjemno pomembno je tudi, da se mi redno gibljamo na svežem zraku in temi stvarmi, tudi zato, da potem po noči mogoče malo lažje zaspimo. Ne? In potem ne potrebujemo toliko teh snovi, ki nas momentalno... Če organizem sam proizvaja dovolj energije in če se regenerira, potem ne rabimo toliko tega. Ne potrebujemo. Ja. Kaj pa razna uspavala? Imam občutek, da se vedno bolj ljudje poslužujejo tega, da lahko v bistvu normalno zaspijo in da so lahko drug dan pri stvari. Normalno je bilo v navednicah. Normalno je bilo tako, ne v navednicah. Ravno zato sem prej rekla, da ta gospa, ki je rekel, da ima srečo, zdravnik, da je imela ona tudi res veliko srečo, ker ponavadi se kar na veliko, rekla, da je uspavala. Se predpišejo, ne? Tako da jaz, ko se srečujem s temi ljudmi po terenu, veliko njih reče, joj, veste, se vzamem, da zaspim, ne. Zdaj, veliko njih se potolaži, joj, se veste, samo pol, tabletke, pa tako naprej. Ampak to spanje ni tako, kot bi bilo brez tablet. Če bi človek normalno zaspal in se normalno regeneriral. Veliko njih reče, da pač sicer se zgubijo, neki sanjarijo ali kakorkoli, ampak zjutraj so ravno tako utrujeni. Ni tistega pravega spanja, ki bi moglo biti. Ker naše spanje je tako, je ena fiziološka funkcija našega telesa. In mi, ko spimo, pač znižamo dihanje, znižamo bitje srca, med spanjem izločamo mi določene hormone, tudi ki jih rabimo tudi v toku dneva in tako naprej. Ne? In mi v roku 90 do 100 minut izmenjamo 5 različnih intenzivnih stanj spanja. Ne? Prvo imate tisto mirno, dremeš, pa potem močnejše, pa potem tisto najgloblje spanje. Ne? Tako da to je samo, če mi zaspimo tako, kot moramo zaspati, normalno vse skupaj. Ne? Zdaj, z uspavali mi to malo drugače spimo. Ne? Tudi mi spanje rabimo tako za pravilno delitev celic, ne? Za vzdrževanje telesne temperature, potem za spomin. Izjemno pomembno je, kako mi spimo. Naš spomin je drugačen, če ne spimo. Nimamo tiste koncentracije. Potem imate veliko ljudi, ki rečejo potem, da imajo glavobole zaradi tega, ker ne spijo. Pravijo celo, da ko mi spimo, pravilno spimo, se naše celice v možganih nekako skrčijo in se ta tekočina, možganska tekočina, odnese iz možganov vse te odpadne snovi, tako da se možgani lahko regenerirajo celice in tako. Tako da šele takrat, kadar mi normalno zaspimo, kadar normalno sanjamo, kadar se normalno odpočijemo, se vse te odpadne snovi tudi iz možganov odnesejo. In zaradi tega se mi lahko tudi boljše regeneriramo. Ne? Kaj pa sanje? A mi medtem, ko sanjamo, dejansko spimo ali ne, bova povedali takoj po naslednjem klicu. Dober večer, kdo nas je poklical? Ja, dober večer, z Ljubljane kličem. Veste kaj, jaz imam pa probleme s spanjem. Jaz pa recimo zvečer zaspim ob 11 in pol spim 3-4 ure, več ne. In pol se zbudim in pol do zjutraj, do 6 več ne zaspim in pol pa zaspim in bi cel dan spala brez hrane.
brez hrane, ampak ne slišim, ne zvonca, nobene stvari. Kaj bi to bilo? To se mi zdaj dogaja ene 2-3 mesece. Dobro. Ja, tako, v redu. Bomo odgovorili takoj, gospa. Poslušajte nas. Takoj bomo Hvala odgovorili. lepa za vaš klic, lahko noč. Lahko noč. Zdaj tako, ne? Mi smo rekli, pač spanje je od določene ure pa do določene ure. Ne? Zdaj jaz bi tako, gospej bi svetovala, da par dni, kljub temu, da ni zaspala od 3 naprej, da vstane in se tisti dan ne obleži v posteli, pa spi, ne sliši ne zvonca, ne nič, ne? Ker enostavno potem njen organizem je dobil toliko spanja v toku teh ur, da je ona zdaj že 2 meseca, ne, če tako, ne, zdaj to je kot ena navada že postalo in pač ima ona 2 deljeni uri spanca in ima pač tam od 11 do 3, potem ima eno prekinitev in zaspi od 6 in spi naprej. Tako da ona, če želi zdaj pridobiti spet spanje tako, kot bi moglo biti, kar bi mogla biti spet navada, rabi ustrajati na tistem, da ne bo zaspala ob 6, da bo ob 6 vstala, se prisilila in naredila pač tisto, kar bo lahko, ker zgleda, da je gospa že v pokoju, če ne gre v službo, ne, in bo z navado ponovno začela normalno spati, ne. Navado pa pridobimo ponavadi v toku ene lunine mene, gospa. Tako da, na žalost. Dobro. Imamo še en klic. Še en klic imamo. Dober večer. Dober večer. Jujo, Mateja pri telefonu. Pozdravljeni. Jaz bi najprej rada pohvalila analize telesa, ki jih popravlja vaše podjetje. Bila sem sicer na testiranju v Zakladih narave, ker mi je pač blizu, ker sem z tega dela Ljubljane in Skotez. Tam je gospa ugotovila, da imam nadpovprečno povečan stres v telesu, kar sem v bistvu že vedela, pa pač težave s spanjem. Sem imela, na kar mi je priporočila pol kombinacijo tega vašega noni soka pa melisana. Zdaj jih jemljam v bistvu malo več kot en mesec, razlika je velikanska, ponovno se res ne zbujam več, tudi naspim se veliko v bistvu boljš kot prej. Tudi zdaj v bistvu hodim na kontrole in v bistvu te analize se mi zdijo super, tako da bi res rada v prvi vrsti pohvalila te 2 vaša preparata seveda, pa tudi v bistvu usposobljenost svetovalcev, ker mi je res pač to bilo super in super pomagali in želim vam lep večer. No, super, hvala, najlepša gospa hvala Mateja. za tale klic. No. Gospa Mateja, lep večer še naprej želim. No. Lep večer je njej, pa- nam ga je polepšala. Ga je polepšala, ne? Zelo lepo res je. slišati kakšno dobro kritiko, a ne? Pohvala je bila Torej, to, ne pohvala, kritika. da. Ja. Pardon, pohvala je bila, čista pohvala, Čista nobene pohvala. kritike ni bilo tu. Torej, deva midve iti na sanje. Ja. V bistvu vsi sanjamo, ne? Zdaj nekateri malo bolj občutijo te sanje, malo bolj jih zaznajo, jih zjutraj preštudirajo in tako naprej. Nekateri pa si jih ne toliko zapomnimo, bom rekla, ne? Čeprav vsi moramo sanjati tudi za to regeneracijo možganov, če tako rečemo. Jaz sem gledala, v bistvu en dokumentarc je bil, ko so delali preizkus s psom in so mu namestili ta EEG, ne? In ko so ugotovili, da bi začel sanjati, so ga izbudili, ne? In so po enih 3 dneh mogli prekiniti, ker bi drugače žival poginila, ne? Toliko so pomembne sanje za nas, ne? Zdaj, če so te sanje moreče, pač pomeni, da mi doživljamo to, ker za nas, za naš organizem, za naše srce, naše možgane, niti ne ločijo, kaj je resnica in kaj so sanje. Ne? In če so te moreče, potem izhajajo iz enih naših stresov in naših notranjih problemov, ki jih moramo nekako, bom rekla, zaustaviti. No, tukaj je bila ena gospa v Ljubljani, ki je bilo tudi tako prav v teh zakladih narave, ker je zdaj gospa klicala, ta gospa Mateja. In ona je rekla tako, je prišla k meni na ta pregled in pravi, veste, jaz ne vem, kaj bom naredila z mojimi sanjami, je rekla. Jaz sem že razmišljala, da moram začeti pisati knjigo, ampak to bo, je rekla, to bo thriller, je rekla, ne? Ker jaz tako sanjam, da je vse krvavo.
je rekla in tako, no. In moram reči, da smo potem tej gospej tudi svetovali melisan pa noni sok, tako. In prišla čez en mesec na kontrolo in rekla, nič ne bo s knjigo, je rekla, ni več nadaljevanke. Konec ni nadaljevanke, je rekla. Ne, tako da, ampak sanje morajo biti in zato lepo je, da so lepe, ne. Da so lepe, če so že, ne? Ja, tako. Kakšen nasvet pa bi vi dali, Herta, za dober spanec? Tukaj je, bom rekla, kar kompletno obstajajo nekako zlata pravila, ne, ko pravijo, ista ura spanja, ne, zvečer ne moramo iti en dan ob 9, en dan ob 11, en dan ob 2, ne. Naj bi bilo, bomo rekla, tam 10:30, tista končna ura res, ko bi se odpravili v posteljo. Tudi tukaj moram reči, da ko se vračam včasih domov, ko sem tudi jaz bolj pozna, izjemno veliko luči vidite še po oknih, ne, hiš, blokov, karkoli, kar pomeni, da izjemno veliko ljudi gre prepozno spat. Ne. Potem smo govorili že o tem, da nimamo elektromagnetnega sevanja v spalnicah, ne telefonov, ne televiziji, ne teh radio ur, nič tega, v spalnica naj bi bila bolj prazna, bolj čista. V spalnici naj bi bila popolna tema, ker šele takrat, kadar je popolna tema v spalnici, lahko mi tvorimo melatonin. Ne, ker če smo dovolj mladi, dovolj tako, bomo rekla, melatonin naj bi mi sami tvorili. Ni treba, da se ga nekateri dodajajo že kar v mladih letih, nažalost, ne. Zdaj zvečer naj ne bi jeli prevelike obroke in pretežkih obrokov, naj ne bi pili kave, ne vem, zeleni čaj, pravi čaj, to so vse ena taka poživila, kjer v bistvu ne bo problem, ne. Popoldansko spanje je največ 30 minut, ne, tako da ni predolgo. Koliko sem rekla, to bi bilo nekako tako, pravijo, da je dobro iti spat s praznim želodcem pa čisto vestjo, ne. Tako da to nekako, no. Drugače pa tisti, ki imajo probleme, jaz mislim res, to je ena kombinacija, ki deluje izjemno dobro na organizem, na umirjenje, na dobro spanje, na vse te stvari. Tako kot imate melatonin, melisan, sem imela že melatonin v glavi od prej, nimate nobenega rizika odvisnosti, ker vsa uspavala, ki jih dobivamo, dobivajo ljudje pri zdravnikih in tako naprej, imajo nekako rizik odvisnosti. Melisan je samo en komponenta zelišča, samo ena komponenta melise v izjemno visoki vrednosti in resnično omogoča mentalno in fizično smo močnejši z melisanom. Deluje tako adaptogeno, da poišče v organizmu, kaj je tisto, ki ne deluje tako, kot bi bilo potrebno in proba uravnovesiti, da začne organizem pač normalno tudi vzpostavljati spanje pa budno stanje v toku dneva in noči. Izjemno hitro, tisti, ki imajo kakšna ta trzanja, ki smo jih prej omenili, da trznejo pred spanjem, izjemno hitro bojo občutili razliko. To bi lahko rekla 5-6 dni in tega ne bo več, ne, tega trzanja. In tudi sproščenost, ker melisan ne samo, da sprosti timo tako možgansko, ampak sprosti kompleten organizem, ne, tudi cirkulacijo, prebavni trakt, mišičevje in vse to, ne. Kar se pa tiče nonija, noni je to ena rastlina, Morinda citrofilija, izhaja nekako iz Tahitija pa Polinezije. To je kraljica sadja, rečejo tudi drugače. V zdravilstvu teh kahunov se uporablja že 2000 let. Ne? Obstaja v knjižnicah tudi knjiga prav z naslovom Noni. In noter imate, na kaj vse vpliva, ampak moram reči, pri spanju imate 85% možnosti izboljšanja, kar je, bom rekla, malo večje možnosti kot pri zdravilih, če tako pogledamo, ne. Noni vam vsebuje 18 aminokislin,
ki jih praktično nobena druga hrana nima. Med njimi imate tudi ta skopoleptin, ki omogoča tvorbo in melatonina in serotonina. Ne? Tako da uravnava ne samo tako kot živčnost, ampak tudi živčevje, ne? Tudi rekla, hrbtenice, vse te stvari, ki rekla, imamo problem. In kot še enkrat uravnava spalni ciklus, ne? Noč, dan in tako naprej. In resnično zrelaksira kompleten organizem, ne? Tudi možganje, mišičevje, vse te stvari. Ne? Kot smo že prej rekli, deluje tudi adaptogeno, poišče tisto, kar ne deluje, tako bi moglo. Tako da v kombinaciji ti dva artikli vsebujejo praktično tudi izjemno veliko vitaminov in mineralov, plus vseh teh 18 aminokislin, ker tudi za mišičevje, tudi moč telesa pridobite. In lahko se telo izjemno dobro regenerira, kar pomeni, da boste v toku dneva spočiti, naspani, skoncentrirani, če tako rečem, v toku noči pa se resnično odpočijete, naspite. Ne? Ker če smo tako pogledali, kot smo, to je izjemno velik procent ljudi ima probleme. Ne? In zato bi bilo dobro, da mi nekako vzpostavimo eno normalno spanje v našem dnevu, da se držimo pač tistih osnovnih načel, kot sem rekla, tema, ne telefonov, enih 3/4 ure gibanja v toku dneva, ne teh zvečer, teh poživil in tako naprej. Melisan se vzame 2 kapsuli, tam ene 2 uri pred spanjem, ali pa tudi lahko uro pred spanjem, če imate samo probleme s spanjem. Noni pa se spije tako, en taki zamašek zvečer pred spanjem, lahko skoncentriranega, da ga že malo zadržite v ustih in potem se pogoltne, lahko pa date v deci vode ali pa nekakšnega soka in se to spije. In izjemno vam bo telo hvaležno, da se bo lahko odpočilo. Tudi učinek bo verjetno dokaj hiter. Kot sem rekla, če bo tako kombinacija, v 5-6 dnevih se učinek že pozna na organizmu. Ne. To je preverjena kombinacija, no, s to kombinacijo delamo tudi na tržišču, zdaj že 4 leta, še več. Tako, kot je rekla gospa Mateja, ne odpove, no, tako lahko rečem, da ne odpove, no, res. Ne. Torej vsi, ki imajo težave z nespečnostjo, ali spijo preveč, ali spijo premalo, skratka nekvalitetno. Lahko še cene poveva, preden se posloviva. Melisan je slabih 31 €, noni pa 34,90. Tako da imajo pa dozo za en mesec, nekaj malga več celo, no, tako da... Nekje približno en mesec. Se pravi, lahko naši gledalci in gledalke naročijo ta 2 izdelka, tako kot vsak teden, na spodaj izpisani telefonski številki. Midve pa se bova za danes poslovili. Žal, lahko bi še govorili, hitro teče, ja, res je, lahko bi še govorili. Glejte nas spet naslednjo nedeljo, ko bomo reševali druge težave in predstavili druge izdelke, ki vam bodo pomagali pri reševanju teh težav. Gospa Herta Kosmina, hvala lepa, ker ste bili moja gostja. Vam, dragi gledalci, spoštovane gledalke, pa seveda hvala lepa, da ste nas gledali. Spremljajte nas še naprej in lep večer.